Izjemno lepo sončno nedeljsko popoldne je pričakalo nogometaše Maribora na Dolenjskem, kjer so gostovali pri nogometaših Krke. Nedvomno so bili Štajerci v vlogi favorita na zadnjih tekmah v nekoliko boljši formi. Tole pa je že prva akcija za Novomeščane in priložnost za Krko. Padec Fučka za 11 metrovko, prekršek Maribora in žoga je šla na belo točko. Velika priložnost za domače igralce. K žogi je stopil kar Josip Fuček sam in takole streljal visoko čez gol. Poskušal je močno, ampak Handanović tokrat gola ni prejel. Prva akcija tudi za Mariborčane. Poskušal je Agim Ibrahimi močno, ampak izjemna obramba Mitrovića, ki je žogo uspel odbiti v kot. Še napad za vijoličaste. Tokrat je meril Mitja Viler svojo desno nogo. Mitrović pa je bil tokrat izjemno dobro postavljen. Po dobre pol ure igre še napad za vijoličaste, žoga pred vrata. Najprej dve obetavni akciji Maribora, dva nevarna strela za goste, potem pa protinapad za Krko. Žoga daleč na levo stran, kjer je bil Josip Fuček, podaja pred vrata. Poskušal pa je Marin Perić in zadev enega izmed nogometašev Maribora. Do konca prvega dela še napad Krke, še ena dolga podaja naprej. Velbek je streljal kot prvi. Nato še odbita žoga in Dangubić je poskušal kombinacija teh dveh nogometašev. Dolga akcija in dolg napad Krke. Na koncu pa žoga le v naročju vratarja Handanovića. En polčas se je končal neodločeno. 0:0. Drugi del in najprej strel Bogdana nekoliko mimo vrat, potem nova kombinacija Velbek in Dangubić, ki je bil sam pred vrati, ampak streljal nekoliko preslabo, nekoliko prešibko. Že v naslednji akciji novo delo za Jasmina Handanovića po strelu Josipa Fučka, ena obramba gostujočega vratarja. Potem pa prva mariborska akcija v tem drugem polčasu. Podal je Stojanović na drugo vratnico, Tavares pa je žogo z glavo zabil mrežo in kapetan Maribora se je še enkrat izkazal v zares pravem trenutku. Gol za Štajerce, ki so povedli z 0:1. Še napad za Mariborčane, ki se jim je nekoliko odprlo, nekaj več prostora so imeli. Najprej streljal Ibrahimi, izjemna obramba Mitrovića in potem še kot za vijoličaste. Podaja pred vrata, tokrat je podal Ibrahimi, streljal pa je Bajde direktno vratarja Mitrovića. Prosti udarec za Jupa, ki je že pokazal, kako močan strel ima. Jup pa je tokrat za nekaj centimetrov zgrešil vrata Handanovića. 83. minuta, še napad za Maribor, tokrat pa je Tavares preigral obrambo Krke, podal pred vrata, kjer je odlično štartal na žogo Gregor Bajde in dosegal še en zadetek v dresu Maribora, tokrat za povišanje prednosti na 0:2. Na prvi vratnici je bil najspretnejši in povišal prednost na 0:2. Tekma je bila odločena in tole je še zadnja akcija tekme. Še enkrat je meril Bajde in še enkrat je bil na pravem mestu Mitrović, ki je tokrat preprečil zadetek, ampak tekma se je končala. Maribor je bil spretnejši in boljši v tem drugem delu drugega polčasa, zabil 2 gola za nove 3 točke in zdaj je sam na drugem mestu lestvice. Seveda, mislim, da smo mi zelo dobro otvorili tekmo, da smo imeli svoje priložnosti. In če proti Mariboru ne zabiješ iz takih priložnosti in iz 11 metrovke gola, potem res nimaš kaj iskati za zmago ali celo za točko. Ja, zelo težka tekma danes, smo igrali ob 2 popoldne, nismo navajeni tega. Igrišče je bilo suho, težko in nije bilo lepa tekma, ampak se borimo do konca cele ekipe in zato na koncu smo zmagali po 0:2.